Še enkrat lepo zdrav z moje strani, torej Aleš Zelenko. Ukvarjam se s raziskovanjem Rupnikove linije nekje 25 let, tako da pač prva knjiga je rezultat tega dela. Danes bomo govorili predvsem o tem, kako je linija nastala in kako se je gradila, torej v obdobju od leta 1938 do 1940, ampak bom pa povedal tudi nekaj malega naprej, ker predtem bom napisal vse 4 knjige, lahko še traja, te pa, da ne bi preveč dovedni, kako se je pa linija vnesla, pa vseeno tudi nekaj zdaj glede tega. Samo glede te knjige, nažalost iz moje založbe, to je Kulturni center Maribor, danes ni nobenega prisotnega, niso uspeli priti, tako da se opravičujejo, tako da knjige se tukaj ne bodo prodajale, so pa mi rekli v muzeju, da imajo spodaj še nekaj knjig, če bo kdo želel potem po predavanju kupiti. Tukaj imam 2 moje knjige, pa dam za pogled, lahko vam krožite, sproti, koga zanima. Že imam. Ok, teda naprej. Cena ni tako nizka, koga zanima. To je naslov te založbe, da jo malo pohvalim. Moram pohvaliti svojo založbo, zakaj? Zato, ker sem se trudil knjigo izdati nekje, moram reči, 15 let. In vse založbe, pri katerih sem bil, so rekli, da so pripravljeni knjigo izdati, ampak če knjigo sofinancirati. In to so bile take vsote, da si tega nisem mogel privoščiti. Verjetno veste ali pa ne veste, da skoraj vse knjige, ki se izdajo v Sloveniji, so v večini finančno podprte strani avtorjev. Založbe imajo tukaj le manjši stroškovni del. Tako da to je bila 7. založba in edina, ki je bila pripravljena mojo knjigo celo izdati zastonj, oziroma da jaz nimam stroškov. Tak, plačam pa tudi mislim, ampak moje veselje, da sem lahko knjigo izdal. Torej, o čem bomo govorili? Torej, o neznani severni fronti. Zakaj neznana pod narekovaji? Zato, ker izraz severna fronta se do nedavnega v javnosti ni poznal, oziroma se njen ni govorilo. Slišali ste vsi za Rupnikovo linijo. Ta izraz se je pojavil začel nekje po letu 1991. Pred tem se v Rupniku sploh ni smelo kaj dosti govoriti, ve se zakaj. Ampak načeloma se je Rupnikova linija enačila z zahodno fronto, torej so to fronto proti Italiji, Rapalska meja, več o tem malo kasneje. In ni pa bilo znano, da Rupnikova linija poteka tudi na drugih delih meje, recimo meji z Avstrijo. In ko smo se včasih pogovarjali o tem, z začetku, so ljudje rekli, pa to ni Rupnikova linija, to je nekaj drugega. Prava Rupnikova linija je samo tu, na zahodu, proti Italiji. Ampak potem so ugotovili, da to ni tako, in da obstajala tudi po jugoslovanski dokumenti takratni severna fronta. Uradni izraz oziroma termin severna fronta. Ko se pogovarjajo z ljudmi, pogosto še danes ne vedo, kaj dejansko ti bunkerji pri nas so. Posebej na severni fronti. Nekateri še vedno mislijo, da so to avstro-ogrski bunkerji, nekateri bodo rekli, da to so staro-jugoslovanski, kar je pravilno. Eni reče nemški ali pa kar od J-la ali pa kar nekaj. Tako da tudi zato me veseli, da ste se danes udeležili tega predavanja, da zveste nekaj novega, pa da se to znanje širi in da ta neznanka, nekoč Rupnikova linija, danes severna fronta, se razve, kaj to dejansko je. Torej, da ne bo to kar neki beton. Slišali boste tudi izraz Maistrova linija, veste, da je general Maister bil tisti, ki je branil našo severno vejo, in so pa nekod domačini sami začeli uporabljati izraz Maistrova linija na Štajerskem. Tako da pri starejših 90-letniki bodo še rekli, to je bila pa Maistrova linija. General Rupnik, po katerem linija nosi ime, moram reči, da to podavanje ni politično, tako da ne bom ga ne hvalil, ne kritiziral, razen z argumenti. Bomo potem si sami svoj vtis ustvarili. Vire je bilo v začetku težko najti, ko sem se pred 25 leti začel s tem ukvarjati. Sem naivno stopil v najbližji muzej, sem pričakoval, da bodo mi vse povedali in nažalost so rekli, nažalost vam ne moremo pomagati. Potem pač greš naprej v arhive knjižnice, vidiš, da o tem nič ne piše in moraš pa se osredotočiti na različne knjige s fragmenti, recimo kakšna biografija, pa nekdo noter piše, jaz služil sem v jugoslovanski vojski, pa bil sem v bunkerju in potem te zanima več in
prebereš 1000 knjig, pa mogoče nekaj najdeš. Ne. Sreča je nanesla, da so se potem našli jugoslovanski uradni viri, to moram reči. Sreča iz Beograda, da se je dobilo kar nekaj virov in tudi nemške, res moram reči po sreči, sem dobil te nemške vire, predvsem nemške vojne dnevnike o dogajanju aprila 1941 in pa že prej razne študije in kasneje, ki govorijo o Rupnikovi liniji. In pa moram več zahvaliti ljudem, ko hodiš od hiše do hiše, ne, vprašaš, moče veste, kje je bunker, pa ja, tam je, pa če vprašaš kaj drugega, s 1000 ljudmi sem se pogovarjal. Veliko intervjujev je bilo potrebno. In pa vsekakor se moram zahvaliti mojim prijateljem, kolegom, soraziskovalcem. Nisem sam bil vedno na poteh, ampak sem imel, recimo tukaj sta dva, Aleš Žlebnik, njegov sin, Enej, Aleš Jenko, s katerimi smo kar nekaj kilometrov in ur po teh linijah naredili, ne, in teda skupaj raziskovali zadeve. Knjigi in tudi na tem predavanju bi rad podaril, da nič novega pod soncem. Kaj želim s tem povedati? Da pri gradnji te Rupnikove linije je nastalo veliko napak. Pozitivne in negativne stvari so vedno, ne. Ampak te napake se skozi človeštvo vedno ponavljajo. Vedno so neki vzorci, neke zakonitosti in te stvari, ki so bile takrat, bi se lahko iz njih kaj naučili, ne. Ampak jih spet ponavljamo. Očitno moramo pač ena generacija umreti, se pojavi nova, ki spet nič ne ve, namesto da bi kaj prebrala od svojih prednikov in gre v tem krogu. Da ne bom rekel, da je ta knjiga moja prva, moram reči, da so pred mano še o Rupnikovi liniji. O Rupnikovi liniji pisali Aleksandar Janković Potočnik, ki ga močno nekateri poznate. On je pisal generalno o Rupnikovi liniji. Nekje leta 2000 je bil, bi rekli, pionir, lahko rečemo. Pisal je dve knjigi. Severne fronte se ni ravno toliko dotikal, bolj zahodne fronte. Ti dve knjigi leta okrog, če kdo ne pozna. Potem pa je leta 2006 prišla ta knjiga, to je pa, sicer tukaj sem soavtor, glavni avtor pa je Miloš Habermal iz Češke, oziroma Čeh, ki je pač pri nas živel, eden izmed največjih strokovnjakov, v Evropi za fortifikacijo, in je on to knjigo napisal o Rupnikovi liniji generalno na območju Jugoslavije. Jaz pa sem se potem osredotočil na severno fronto, torej to, kar je pri nas še neznanega, nepopisanega. Samo na kratko nekaj o kraljevini SHS Jugoslaviji pred vojno. Jugoslavijo smo se učili v šolah, poznate, mogoče pa ne veste, da je bila Jugoslavija ena izmed najbogatejših držav po pridobivanju strateških surovin. Danes se recimo govori o litiju v Srbiji, ne? Ampak v tistih časih je imela Jugoslavija ogromno zadev. Če pogledate, v katerem mestu po Evropi je bila po pridobivanju. Tako da država je bila zelo bogata po naravnih bogatstvih, vendar pa je bil ves, bi rekli, kapital v rokah tujcev, bolj ali manj. Določene paralele se lahko sami vlečete iz preteklosti, sedanjosti, mogoče v prihodnost. Tudi država je bila v sporu skoraj vsemi sosedi, ne? Se spomnite, tisto brigama, smo včasih rekli, še pred leti, brige skrbi, srbo-hrvaščine, razen za Grčijo. Vse ostale države so bile bolj ali manj sovražne kraljevini Jugoslavije in pa tudi znotraj same države, kot veste, slabo ekonomsko stanje, revščina 90% prebivalstva bilo kmečkega in pa veliko različnih etnij, ki so bile pogosto med sabo skregane. Slovenci, Srbi, Hrvati, ne rabim tega razlagati, ker ste vsi bolj ali manj ta generacija, ki te stvari zelo dobro pozna. Tako da notranje vire ogrožene in seveda zunanje vire ogrožene. Glavni vir ogrožen od zunaj je bila kraljevina Jugoslavija pod Mussolinijem. To je na eni vaji. Italijani so vsako leto na meji z Jugoslavijo v Sloveniji izvajali svoje velike manevre. In Mussolini je imel veliko idej, kako bo osvajal del Jugoslavije. Večkrat so naredili dokumenti, je dal že ukaz načelniku generalštaba, da je potrebno Jugoslavijo napasti, pa so ga pogosto nekako prepričali, da to ni pametno, ker pač italijanska vojska ni pripravljena, jugoslovanska vojska pa je premočna. Zato do napada ni prišlo, ampak vedno je bilo, da rekli, zadnji trenutek.
Zakaj je bilo to ogrožanje tako resno? Poglejte tukaj Italija, ne, na Rapalski meji, oziroma zahodni fronti, kot je rekla Kraljevina Jugoslavija. Ta meja je dolga 290 km. Italija tukaj ni bila sama, ampak je paktirala tudi s Avstrijo in Madžarsko. Torej, vse te tri države so bile v zavezništvu in so nameravale skupaj napasti Jugoslavijo. Ena izmed idej je bila, da Italijani grejo preko Avstrije in potem tukaj, preko avstrijske meje napadajo, s tem zaobidajo jugoslovansko obrambo na Rapalski meji. V Jugoslaviji je očitno, da morajo mejo utrditi. Zakaj so tako odlašali do začetka 30 let? Zato, ker pač ni bilo denarja. Država je bila, kot smo rekli, revna. Ampak ugotovijo, da fortifikacija je potrebna. Kaj je sploh fortifikacija? Izraz, kot je rekel inženirski general Kraljevine Jugoslavije, Nikola Aranđelović, fortifikacija je vojna, znanost in veščina. To je bila takrat veda, ki se je učila na vojaških akademijah in vsak častnik, podčastnik je moral narediti izpit in to je bilo zelo težak izpit iz fortifikacije. Eden izmed najtežjih izpitov, recimo na vojaški akademiji. Jugoslavija prvotno, nekje leta 1935, poskuša sama utrditi mejo z lastnimi dizajni. Recimo trenega objekta. Takšni trenji objekti so tam blizu Vrhnike in Logatca, pa na Blegošu so dobili takšne zdajve. Takšni objekti imajo veliko konstrukcijskih napak. Če se lotimo izdelave recimo nekega trenega objekta, to ni kar tako enostavno, da boš pač nekaj vlil betona, ampak moraš globoko razmisliti. Recimo primer. Tukaj niso globoko razmislili o tem, kje bo stalo orožje. Mitraljez pri strelnih linah mora biti pusti cevi njegovo čim dlje od samega strelca oziroma po možnosti čim bliže zunanjega zidu. Zakaj? Pri streljanju nastaja veliko hrupa in ta hrup se širi potem nazaj v objekt. Takrat zaščite sluha, kot veste, še ni bilo niti čepkov. Nadalje nastaja veliko strupenih plinov in tudi druge vojske, recimo nizozemska vojska, francoska, so ugotovile, da rabiš nujno ventilacijo. In da naravno zračenje s prepihom, vidite, zakaj je tukaj tako velike dve odprtini, brez vrat, pa tukaj velika lina, da bi se zračile objekti s prepihom. Ampak to ne more 100% odstraniti vseh strupenih plinov in so se posadke tudi onesveščale, ker pač ni bilo znanja. In potem ugotovijo, da sami ne bodo zmogli. In se iščejo, od koga bi dejansko dobili vire podatkov oziroma informacije. Seveda, vse države v Evropi se takrat v 30 letih utrjujejo. Takrat velja manija utrjevanja. Vsaka normalna država mora imeti vsaj eno utrjeno črto. Jugoslovanske zaveznice so bile med drugim Romunija, Francija, Češko-Slovaška in Jugoslovani se obrnejo na Francoze in na Čehoslovake. Dejansko največ sodelujejo potem s Čehoslovaki. Velja, da je francoski oziroma češko-slovaški sistem utrjevanja najboljši na svetu. Takrat je to veljalo. To je bil standard. Druge države so se poskušali temu standardu približati. Primer, zakaj je bila francoska, torej Maginojeva in češko-slovaška Beneševa linija tako posebna, oziroma pogledamo ta sistem. To je pogled na Maginojevo linijo, objekte iz smeri napadalca. Če bi se napadalec približal objektov, bi videl samo to, torej spredaj ovire, bodeča žica, mine tudi in tukaj vidite oklepne kupole. Kupole so majhne, debeline jekla tudi po 300 mm, si predstavljate, za tiste čase je bilo to skoraj nemogoče prebiti, orožje protioklepnih ni bilo takih ravno. In kako boš te male kupolice zadel? Dejansko pa je to samo en delček, kot bi rekli, gledali ledeno goro, večina ledene gore pa je pod vodom. Večina te ledene gore oziroma objekta je bila pod zemljo. To so bili objekti, kjer so bili hodniki 30 metrov pod zemljo, tukaj stane 30 metrov, in v večjih objektih, recimo, so imeli spodaj tudi železnico. Ti hodniki so bili tudi po 3-4 km dolgi, notri so bile posadke, topovi, mitraljezi, agregati, poveljniška mesta, bolnišnice, dejansko mesto v malem. Pogled, tukaj se celo loči, 3 različne smeri. Mesto v malem, kjer so lahko posadke bivale 24/7.
kdo je te orodja oziroma orožja upravljal? Posadkovne enote so temu rekli. To so bile elitne enote. Najboljši pripadniki, eni izmed boljših, no, pogledajte malo, beretke vete, so se enačili po statusu s alpinci, ki so imeli elitni status. Zakaj? Zato, ker bivati v zaprtih objektih, dlje časa, kjer je notri neprestano 15 stopinj, vlaga, pomanjkanje naravnega sonca, ni tako enostavno, klaustrofobija ne sme biti. Zato so imeli ti vojaki elitni status, ker pač ni bil tega sposoben vsak. Sistem ognja je bil takšen, da so se posamezni objekti med sabo pokrivali. Tukaj vidite, so celo gozdove izrezali. Dejansko gre za pokrivanje objektov med sabo. Tukaj je Češko-Slovaška, smer prihoda Nemcev, hipotetična je z te strani, in objekti so s prednje strani skoraj nevidni, ker so zasuti in vmes so pa ovire, in se te ovire pokrivajo z orožji različnimi. Če pogledate vmes, med objekti so armirane betonski ježi, pa tračnice, oziroma traverze, bodeča žica, mine in vsa orožja so pa posebej prilagojena v strelnih linah z jeklenimi ščiti, v katere teoretično ni možno, da bi nasprotnik vrgel poročno bombo. Zadetek skozi lino se kroglo ni mogoč, tudi z metalcem ognja, ne bi teoretično mogli delovati tudi strupi, zaradi notranje ventilacije oziroma nadpritiska ne bi mogli v objekt vdreti. Tega teoretično idealno. Za ponoči, recimo, da bi nasprotnik napredoval po noči, ali pa v megli, ali pa v umetnem dimu, so imeli vojaki tukaj narisano panoramo. In opazovalci od zadaj so jim povedali in jih usmerjali daleč po telefonskih zvezah, kje je nasprotnik. In je pač on, glede na to ta panorama, obračal orožje. Tako da tudi, ko on sam ciljev ni videl, je lahko streljal. Vsaj v teoriji bi naj to delovalo. Torej, line še enkrat, mitraljezi, dvojni mitraljez, top, tudi protangovske topove smo, in pa pogledajte, pred linami je celo takšen jarek, diamantni rov so temu rekli, da nasprotnik ne bi mogel priti do lin in postaviti kakšne večje količine eksploziva na line. Pa še bodeča žica. Notranjost je bila lepo obarvana belo, lučke so bile notri, ventilacija, nadpritisk, tako da so se posadke dobro počutile. Tukaj vidite še enkrat to panoramo, kjer je posadka teoretično tudi na slepo streljala, če je nekdo povedal od zunaj, kam obrniti zadeve. Tukaj bo mogoče malo veliko podatkov, na kratko, pa poskušajte slediti. Glavno, predstavljamo si, da imamo tukaj naše položaje, mi smo branilci, plavi smo mi, in rdeči pa so nasprotniki. In naš razpored je takšen, da imamo nekaj sil v predstražnem položaju, oziroma v predpolju, glavne sile imamo tukaj, na glavnem položaju, v prvem in še v drugem redu. In ideja je bila, da nasprotnik, ker so naši objekti vsi vkopani, ali pa celo skriti za kakim gozdom, nas ne more opaziti, oziroma na nas ne more delovati z svojimi orožji učinkovito. Tisti, ki ste bili v artileriji, veste, da opazovalci takrat so rabili neke spetine, na kateri so lahko usmerili ogenj, in zdaj, če je naš objekt za gozdom, granata nekaj pade, ne boš vedel, kam je padla. Torej, ogenj ne bo ravno usmerjan, tako kot mora biti, in pustimo nasprotnikovo pehoto in oklep, da pride do ovir. Tukaj se seveda mora ustaviti in potem pa začnemo po njih točiti z bočnim ognjem, torej bočno, z obeh strani. In se oba objekta delujeta, kam se bo zdaj nasprotnik obrnil. Če se obrne sem, ga bodo ta tolkli s hrbta. Če se obrne sem, ga bo ta tolko sem hrbta. Istočasno pa objekti v drugem redu, ki so bolj oddaljeni, tolčejo. Tudi s frontalnim, poševnim. Tako na koncu vidimo taki navzkrižni ogenj. Tako tudi, če nasprotnik deluje z artilerijo, načeloma se je predevalo, ne bo imel nekega učinka. Če tudi bi nasprotnik kak objekt zavzel, torej obramba pa ni bila samo statična, pasivna, ampak je vsaka enota imela tudi jurišne enote, jurišni bataljon, jurišno četo za protinapade. Recimo, da pride do zavzetja enega objekta, potem vojaki, ki so mlajši, bi rekli jurišniki, naredijo protinapad, objekt zavzame nazaj ob podpori
lastne artilerije. Torej, v teoriji bi naj takšni sistemi lahko se brali tudi tedne. Vsaj po francoskih ocenah bi lahko več tednov takšen sistem držal. Kar se tiče drugih sistemov, seveda to ni bil edini, ne? Je bil kao najboljši, ampak ni edini. Recimo Nemci so obvladali drugačen sistem. Bolj poceni objekte, ampak precej večje število objektov. Bolj razmetanih po terenu, tako da ni bilo jasno, kje bodo, in pa niso imeli samo bočnega, ampak tudi frontalni in poševni ogenj. Več frontalnega ognja. Pač Nemci so tako ocenili, da bolje tudi frontalni ogenj. In pa zaščitni znak tega zahodnega zidu ali pa Zigfridovega so ti zmajski zobje. Kar se tiče Italijanov na naši soseščini, na drugi strani Rapalske meje, imajo spet svoj sistem, drugačen kot pri Francozih in Čehih. In sicer linija obrambna ni neprekinjena, ampak poteka samo po glavnih smerih, bolj kot neke zapore oziroma odporne točke. Tam se postavi recimo tudi ovire, to so njihovi zmajski zobje, pa bo takšne kupole, jeklene, ampak na glavnih komunikacijah, ne pa vse povsod. So pa ti objekti precej večji kot pri nas. Definitivno boste videli primerjavo. Recimo, kolegov, tukaj vidite, to je eden izmed večjih objektov, ta je sicer v Italiji. Tukaj je kolega Boštjan, visok je 2 metra, pa se zdaj predstavljate, kako je veliko ta objekt. Če je on 2 metra visok, pa imate tu 10 metrov, koliko je to betona, ne? Leta 1938 se v Jugoslaviji vzpostavi štab utrjevanja za utrjevanje zahodne meje. Za poveljnika se izbere general Leon Rupnik, Slovenec, veste, da je bil prej inženirec v avstro-ogrski vojski. Tam se je izkazal in so rekli, Rupnik bo ta pravi za utrjevanje jugoslovanskih mej. Nekaj časa je bil celo njegov načelnik štaba, polkovnik Dragoljub Draža Mihajlović, ki ga verjetno večina pozna bolj kot vodjo četnikov med drugo svetovno vojno. Je pa bil prej v Sloveniji, kot veste, poveljnik polka v Celju, potem pa šel k Rupniku v Ljubljano v ta štab utrjevanja. Na zahodni meji se vzpostavi 5 odsekov za utrjevanje, ki bi naj utrdili mejo z Italijo. Torej leta 1938 teh 5 odsekov. Po pomembnosti za misel, za razmišljanje, kako so oni to nameravali narediti. Če pogledamo zadeve, kako so Čehi in Francozi utrjevali svoje objekte, koliko to je debelina sten in s čem lahko kaj zaščitiš. Kaliber, pogledajte, takrat so kalibri bili do 420 mm in če želiš imeti zaščito pred takim kalibrom, rabiš 3,5 metra armiranega betona. To je tak beton, da ga ne morem pokazati. Jeklene kupole, 300 mm jekla. Zdaj pa kraljevina Jugoslavije, veste, da je bila revna. Takrat je samo železarna Jesenice je bila sposobna proizvajati določene elemente kupol, kupola pa zelo težko. Tudi Zenica ni bila sposobna delati teh kupol, tako da v Sloveniji so delali predvsem jeklena vrata, ki boste kasneje videli, pa te jeklene plošče, kot je ena tam, pa armature. Ampak tu je še marsikaj drugega. Če pogledamo mase teh kupol, to je spet tako, kolega Boštjan, pogledajte, 2 metra kupola. Mase so tudi od 13 do 52 ton, odvisno kakšno zaščito želimo. Kako to premakniti? Veste, da v Jugoslaviji ni bilo neke mehanizacije, motorizacije. Posebej, če želimo spraviti recimo te kupole na Žirovski vrh, kako jih boš spravil gor. O tem očitno nekdo ni razmišljal, ko so delali projekte. To je pa pomembna stvar, ne? Nekatere kupole so bile težke do 440 ton. In tudi Čehi, ki so jih konstruirali, niso bili sposobni tega dejansko postaviti, ker je bilo tako drago. Tako da mnogi so živeli v iluzijah. Tudi, recimo, cement. Cena cementa je bila v Jugoslaviji najdražja v Evropi. Pa je Jugoslavija proizvajala sama cement. Zakaj? Cementni lobiji, temu so rekli cementni lobiji, cementna mafija, pač med sabo so se zmenili, prodajalci cementa, da bodo imeli za domači trg najvišje cene, po katerih je morala pač
vojska kraljevine odkupovati. Poglejte. V tujino so prodajali bolj po cenah, za domači trg pa je bilo najdražje. Zdaj, koliko bi rabili cementa? To so vzorci nekaterih trdnjav, kot so jih gradili oziroma trojeni objektov, kot je bilo pri Čehih. Recimo, da bi želela Jugoslavija zgraditi samo 10 trdnjav, bi rabila 50.000 cementa, 10.000 ton armature, 10.000 oklepnih elementov, torej vrata, različne ščite, skupno 20.000 ton. Kje dobi toliko materijala? Kje je denar za vse to? Če gledate, vse to, večino, kar vidite, je bilo potrebno kupiti, kajti Jugoslavija razen cementa, armature, vrat, pa ventilatorjev, ni znala delati ostalih stvari. Periskopa, recimo, Jugoslavija ni znala delati. Torej, vse je bilo potrebno kupiti, ne? In vsaka stvar stane. Cene so neverjetno visoke. Tudi za topove, recimo, po 500.000 dinarjev. Ta seznam še gre kar naprej, ne? To se ne konča. In po oceni, ki je takrat prvi načrt, po prvem načrtu bi naj bilo narejeno na zahodni fronti približno toliko utrjenih objektov in to bi stalo skupaj, pogledajte, koliko denarja. Zdaj, mogoče se ne sliši veliko, ne? Milijardica, ker ne vemo pač, občutka nimamo, koliko je to denarja, ampak potem pogledamo, kakšen je proračun jugoslovanske vojske. Od 2,5 do 3,8 milijard na leto. Seveda pa tu je velik del gre za hrano, za plače, za nastanitev ljudi, tako da za utrjevanje so lahko dali samo en delček tega. Torej so delali veliki račun brez krčmarja. Kredite. Nujno so rabili izredne kredite, da jim država da kredite. Ocenili so, da rabijo tole milijardo januar 38. Ocenujemo, da rabimo milijardo, bilo je na razpolago 185 milijonov, torej manj kot petina. Ostalo so rekli, da bo dobili s krediti. In so načrtovali, da bo konec utrjevanja zahodne fronte leta 1947. Vsi vemo, kdaj se je vojna začela, ne? In tudi končala aprilska. Če pogledamo, koliko so bili proračuni ostalih držav po Evropi, tukaj je prevedeno v dinarje, takratna vrednost, vendar seveda kupna moč je bila drugačna. Nobena od teh držav, ki tukaj vidite, ni dejansko svojega utrjevanja dokončala tako, kot je bilo v načrtu. Nobena. Niti Francija, niti Italija. Pri vseh državah se je zalomilo ali časovno ali finančno. Torej, logično potem tudi Jugoslavija, da bo šla po načrtih, ne? Kaj se zdi marca 1938? Utrjevanje na zahodni fronti počasi se je začelo, ampak takrat nacisti oziroma nacistični Nemčija okupira Avstrijo. In sedaj naenkrat imamo na severu silo, ki ne skriva svoj teženj po ekspanziji. In takoj jugoslovanski generalštab odreagira marca 1938 in vzpostavi severno fronto. In začnejo že marca 1938 se pošljajo prve komisije za odkrivanje na ta del in se že dela na hitro prične. Istočasno ugotovijo tudi madžarska bogorožnja in pa do odločitev potrebno biti tako mejo z Nemčijo kot Madžarsko, to je pa skupno nekje 1000 dodatnih kilometrov. Tukaj pogledajte 300, malo manj, zdaj imamo enkrat 1000 dodatnih kilometrov, torej denarja pa je približno isto, ne, na razpolago in ljudi. Tudi kvalificirane delovne sile ni bilo v Jugoslaviji dovolj, da bodo gradili. Kako je utrjevanje potekalo? Na severu predvsem, torej severni del, severno mejo razdelijo na posamezne odseke in pododseke. Tu imamo recimo Kranjski odsek in potem njegov zahodni pododsek, potem imamo Dravograjski zahodni itd. Kje bi se utrjevalo? Predvsem tukaj, če pogledamo zahodni del Slovenije, ki je precej gorat, samo glavne komunikacije, torej preko mejnih prehodov. Odločili so se seveda, da nima smisla utrjevati grebena, ne vem, Karavank, ampak dajmo utrjevati samo mejne prehode, kar je smiselno. Do glavnih mest, pa potem po globini proti Ljubljani, tukaj več posameznih položajev po globini. Tukaj potem pa, ker je teren kličavnat oziroma ravninski, so rekli, tukaj pa moramo močneje utrditi, tako so komisije leta 1939 ugotovile
in so se odločili, da tukaj pa vzpostavijo neprekinjeno linijo. Neprekinjeno, dejansko. Oziroma več zaporednih linij oziroma obrambnih položajev. Projekt Murija so pa rekli, da nima ravno smisla ga braniti in ga niso imeli namena utrditi. Nasprotniku bi ga po krajšem boju prepustili. So rekli, nima smisla in pa ni nečesa pomembnejšega tam, tako da to je bilo bolj ali manj neutrjeno. Torej tukaj pa zelo močna obramba. Če pogledam podrobneje, to je to, kar so postavili. Ne vemo, kaj so mislili, ne? Ker rekli smo, da so nameravali predlagati še potem, ko se vojna že je začela. Torej, imamo na mejnih prehodih, recimo Ljubelj, Jezerski vrh, imamo zapore. Torej, na vseh pomembnejših mejnih prehodih so bile tako zvane z zapore. To so manjši, krajši obrambni položaji. Tako da nasprotnika Nemce ustavi, ni bil namen, da jih ustavi, ne vem, za en teden, kvečemo za uro, mogoče celo za en dan, da pridobimo na času, da se pridobi čas. Potem pa v globini pa so glavni položaji, ne? Še gled tukaj ob reki Meži, od Črne na Koroške, neprekinjen položaj skozi Ravne, pa potem naprej skozi Dravograd, celotni Dravi do Maribora, potem Ptuja, naprej do Ormoža in naprej. Neprekinjen položaj, torej bunkerji, ovire. Tukaj imamo potem po globini položaje in zapore še proti Velenju, proti Celju. Najmočnejša obramba pa je tukaj, pred Mariborem, Ptujem, ker imate po dolini reke Pesnice še tako zvano Mariborsko-Ptujsko mostišče. Temu so rekli Mariborsko-Ptujsko mostišče na tem območju. Pa potem imate še položaje od Dravinje, Polskave in pa celo preko Pohorja so nameravali eno neprekinjeno linijo zgraditi. To, kar je pikčasto, niso uspeli dokončati. Ostalo so tukaj, vidite, nekje 600 armirano-betonskih objektov, pa verjetno vsaj 1000 bunkerjev iz lesa in zemlje zgrajenih. Januarja 1939 ocena je, da je potrebno še 750 milijonov dinarjev za Zahodno fronto, za Severno fronto 2 milijarde. Se predstavljate, še 2 milijarde zraven, ko oni 1 milijarde, ne? Skupno 3 milijarde, torej celoten letni proračun vojske kraljevine. Na razpolago je bilo samo 500 milijonov takrat in krediti in ocenjuje, da bo konec trvanja leta 1946 sedaj. Maja 1939 rabijo po ocenah 2,3 milijarde dinarjev še in odobreno Zahodno fronto samo 80 milijonov, ostalih za celo obe fronti s krediti. In se je računalo, da bo na mariborskem delu, torej mariborski odsek, kjer je bila najmočneje utrjena Severna fronta, bodo leta 1943 utrjevali, vemo, da se vojna začela leta 1941. Konec trvanja leta 1944 na severni in zahodni fronti skupaj. Kako je utrjevanje potekalo? Najprej so uporabili vojake, predvsem rezerviste. Poklici so bili zelo pogosti, pogosto tudi za 2 meseca na leto, kakor koga, ni bilo nekega sistema, pogosto eni so ostali doma, eni so pa klicali tudi po večkrat na leto. Tehnike vojska ni imela nekaj, zato so stvari prevažali na teh bosanskih brdskih konjih. Ti konjički so bili zelo vzdržljivi, so lahko veliko materiala prenesli. Pač vojaki so delali v skladu s svojimi zmožnostmi. To so bili pač kmeti, glavnem, ki niso imeli pojma, delali so to, kar se jim je reklo. Snimanje je bilo prepovedano, taki znaki so bili potem postavljeni, včasih so žandarji stali pa pogledali, če kdo snema, so mu vzeli fotoaparat. To so trije pa ljudje, ki so še do nedavnega bili živi, ki so utrjevali, tudi civiliste se je najemalo. Torej, ideja je bila potem, da bi tudi civilna sfera, ker pač je bilo veliko revnih, nekaj zaslužila z vrhovanjem, in potem so civilisti rekli, da grejo delati hrupniku, plače so bile menda kar dobre, si lahko kupil bicikl za enomesečno plačo ali pa kravo. Gospodje so povedali, da so opazili veliko nepravilnosti. Recimo ta gospod Kolarič, ta je bil še 16-letnik, tudi mladoletne so imeli, morali so pa delati enako kot odrasli. Delali so poleti 10 ur, pozimi manj, ker pač delovni dan bil krajši. Recimo gospod Kristovič je utrjeval v kraju Pacinje, to je v reki Pesnici, v svojem domačem kraju, in je rekel, da so začeli
konstruktorji postavljati bunkerje tam, kjer Pesnica vsako leto poplavlja. On je takoj pristopil k inženirju, mu je rekel, gospod inženir, to ne bo dobro, ne? Pa so mu rekli, šuti, kaj boš ti tam. In so bunkerje postavili tja in vsako leto so bili potem poplavljeni, spomladi in jeseni. Konstrukcija takega objekta, težkega objekta, ne? Poglejte, koliko armature. To so posebni strokovnjaki bili, železokrivce, tega ni bil sposoben vsak, ne? Za ostalo se je že človek priučil, ampak tu si porabil posebno znanje, tu so bili Dalmatinci, pa privatna podjetja, predvsem 3 so bila, ki so iz Ljubljane, pa iz Reke, eno so tukaj pri nas zgradila. Takšen objekt so potem teoretično, če je bilo lepo vreme, nekje v 10 dnevih lahko postavili in vlili. Vlivanje je potekalo v enem, ne? Tak, celo noč tudi, če bilo treba, so vlivali, potem po enih 2 tednih so pa opaže odstranili in bunker je teoretično bil gotov, pa še urediti zadeve od znotraj, seveda opremljanje. Kako premakniti te recimo plošče jeklene, z bosanskim brdskim konjičkom, vsekako ne. Te plošče so tehtale po tono in pol in to so z redkimi tovornjaki prevažali sem in tja. In ta gospod tukaj, žvigač, Alex, je rekel, da so eno tako ploščo 3 tedne premikali, so podlagali hlode, ne? Pa en taki ročni, tako ročno dvigalo so imeli, oziroma vlekli s tem 3 tedne, tako mi je zatrjeval, da so to vlekli od ceste pa do mesta bunkerja. Pri gradnji je nastalo več napak, pogledajte, ker pač kader ni bil ravno sposoben, pa so pač malo pod kotom dali, vse kaj pa to vojakov, vseeno. Vse se da tudi pod kotom streljati ven, ne, recimo pri tej streljeni liniji. Rupnika pa, zakaj ime linija? Rupnikova, formalno je bila to zahodna in severna fronta, ampak ker je Rupnik rad hodil okrog in je bil eden izmed redkih jugoslovanskih oficirjev, ki je imel brado, večina ni imela bratne, imeli so brke pogosto, bradice, posebno take kozje, pa so bili redki in so si ga domačini zapomnili in so potem že videli, enega tajega so rekli Rupnik gre in se je nekako ime Rupnikova linija prijelo. Kot pravi na Štajerskem, marsikaj pa so temu rekli Majstrova linija, ker pač so rekli, aha, vojska bo spet branila našo severno mejo proti Avstrijcem oziroma Nemcem, torej boste slišali boje. Majstrova linija. Kaj so zgradili? Od vsega skupaj, torej ideje je bilo veliko, zgradili niso ravno toliko, kot so nameravali, kot smo se pogovarjali. Samo en kratek pregled. Torej, Jugoslavija naredi svojo novo, kaj bi rekli, klasifikacijo odpornosti, trdijo, da imajo boljši armirani beton, zato ker uporabljajo tudi spiralne armature, katerih ni takrat uporabljala nobena druga vojska. Sicer kasneje se pokaže, te spiralne armature so bile še slabše za zaščito, ampak pač Jugoslavija je trdila, da je boljša. V začetku so ideje, da gradijo zelo velike objekte, recimo na zahodni fronti, trdnjave. Vsi so slišali za vrh Svetih Treh kraljev, poznate, lepa razgledniška točka. In tam je bila ideja, pogledajte, takšna, da bo tam velika trdnjava z več bojnimi bloki, z puškami, mitraljezi, topovi, havbicami in takšni veliki podzemni hodniki bi te bloke med sabo spajali, notri takšna velika vojašnica po vzoru tega, kar je gradila Francija, Češko-Slovaška. Ampak denarja na koncu gotovijo zelo hitro, da ga ni, ne? In morajo zadeve reducirati. Zgradijo samo nekaj velikih objektov, recimo pri Gorenji vasi, kdo je tam bil, ste verjetno hodili kaj, nekaj zadev ostane nedokončanih, odločijo se, da pač denarja ni in grejo na redukcijo. Torej, majhni, temu rečejo mali tipski objekti, 1 meter betona. Namesto da je bilo 3 metre betona, grejo na 1 meter in na severni fronti je izdelan nekje 60 takih objektov. Zakaj? Zato, ker tudi za te zmanjka denarja, ne? Torej, vidite, ves čas reducirajo. Kakor se večje število sovražnikov, manj je denarja, ne? Treba zmanjšati. Ampak tak objekt še ni slab. Še ni slab, pogledajte, tukaj imamo triline. Kupola, vidite, je betonska, ker pač ni bilo denarja za jeklo. Prvotno je bilo tukaj jeklo, ne? Seveda je zdaj takšen objekt precej večji cilj, kot je bil prej, ko bila jeklena kupola. Precej lažje ga je zadeti. Ok, modeli, o tem v knjigi, koga zanima, mase teh objektov so bile tudi po 200-300 ton lahko.
ni pomembno. Notranjost, teoretično, bombe cevi za izmet ročnih bomb, pride nasprotnik Nemec do vrat, ti ga preko periskopa, periskop bi moral biti tukaj, ki ga opaziš in mu vržeš skozi to celo bombo ročno, potem tukaj na vhodu rešetka, tukaj streljna lina, ventilator, tukaj cevi za izmet, oziroma te tulci ne bi ostali v objektu, ampak bi padali ven. Tudi streljne line, notri takšni jekleni ščiti z namerilno optično napravo, tako da nasprotnik ne more vreči notri nobenega orožja, ne more streljati. V teoriji deluje. In pa na vrhu tudi bunkerja periskop, skozi katerega posadka opazuje okolico. Ampak potem Češko-Slovaška okupirana, veste, 38-39, in Čehi ne dobavijo periskopov in jeklenih ščitov. In Jugoslavija tega sama ne zna izdelati in ostanejo luknje notri. Takšno luknjo pa že vidite krogla lahko poleti, lahko tudi nasprotnik vrže noter ročno bombo. Denarja zmanjka, kot smo rekli, tudi za male tipske objekte. To bomo en seznam objektov poljske fortifikacije, okrepljene poljske fortifikacije. Preveč jih je, da bi od njih konkretno govorili, nekaj na splošno. To so pa še manjši objekti, recimo debelina s tem samo 50 cm, torej zdaj prišli smo z nekaj metrov na pol metra. Okrog 350, to je največ takih je bilo na severni fronti narejenih. Preprosti objekti, v glavnem nimajo periskopa, ponekod so poskušali nekaj, ampak ni bilo narejeno. Vrata zelo preprosta, pogosto samo brez ventilacije, na prepih, bi temu rekli. Ravno to, kar so ugotovili že v začetku, da ne bo delovalo, ker pač ventilatorjev ne uspejo vgraditi ali pa za njih ni denarja. V vseh objektih, večini ne. Tudi tukaj, pogledajte, ščiti, ni več tisti jekleni ščit, ampak je taka plošča, tukaj imate, tukaj je kolega Žlebnik, Aleš je to ploščo ponesel za pokazati, to je nekje 450 kg težko in to ploščo je bilo potrebno v objektu premikati na roke. Drugače se meteles ni obračal. Namesto finega premikanja levo-desno je zdaj morala posadka, pomočnik namerilca, to ploščo šibati levo-desno. Tu so bili takšne koleščka, ampak to ni bilo kar tako enostavno. Tudi objekte so pa nekod slabo zgradili, da so se zvrnili, recimo v reko Dravo, v Mežico, mislim v Meža, po kakem bregu so padali dol, tako da. Ali pa je recimo ta bunker vedno voda poplavila, kot smo že omenili, niso vsi takšni, ampak teh primerov ni tako malo. Spali so vojaki na takih posteljah notri, to so bile vroče postelje, ker so se izmenjevali, recimo tisto tipično 2 uri si na dolžnosti, 2 uri počivaš, 2 uri pripravljenosti, pa so potem pač tukaj na tej postelji spali. Včasih so se kar po 2 stisnila skupaj, tisto pripravljenost so pogosto spustili. Nekaj objektov je bilo tudi za top, protitankovske gnezda ali protitankovske kazamate, okrog 50 objektov za top na severni fronti. Topiči takšni 37 metrov, 47 metrov, kar je bilo takrat dovolj za uničenje nemških tankov. Ampak ker zmanjka denarja tudi za te objekte, začnejo graditi še tako zvana puško-meteleška gnezda na res tistih delih fronte, kjer bi naj bil nemški napad najšibkejši. Tukaj pa gre samo za stene 30 cm brez armature. Torej res samo za mitraljez, da drži. Teh objektov je nekje 150 na koncu zgrajenih na severni fronti. Maskiranje, prvotna ideja, da imajo objekti maskirne mreže. Maskirne mreže niso dostavljene, potem pa poskušajo z takšnimi improvizacijami. Predstavljate, kaj bi se dobilo, če bi zažigalne krogle to zadele, bi se vse vžgalo in posadka tako lahko morala ven pobegniti na koncu. In ker zmanjka denarja še za beton, gradijo potem tudi veliko klasike, kot v prvi svetovni vojni rovi, klasični. Teh imamo še na Štajerskem kar precej. Klasični rovi, kot jih danes vidite recimo v Ukrajini. Bodeča žica bi naj bila pred vsemi objekti in tudi okrog njih, ampak tudi za žico ni bilo dovolj denarja. Ampak ponekod še jo srečamo. Recimo dolina reke Pesnice je bila v celoti menda pokrita žicami. Kar se tiče pa min je bilo samo po enih ocenah 10 000 v celotni Jugoslaviji. Tako da so bile postavljene samo na ceste, da bi postavili neko minsko polje, ni bilo možno, premalo min.
So pa imeli očitno dovolj denarja za vse to, za armirano betonske ježe, kot jih vidite tukaj. To je tudi sestavil Aleš Žlebnik, demonstracija, torej ti ježi med sabo povezani. Dejansko so jih konstruirali Čehi, tehtajo okrog pol tone in potem jih povežeš med sabo z bodečo žico in predstavljajo kombinirano protipehotno, protioklepno oviro. Te postavi tudi nekaj protitankovskih jarkov. Na Ptujskem polju recimo je 6-kilometrski protitankovski jarek. Še danes na nekaterih delih je viden. Kritike. Že v času trevanja si nekateri oficirji, častniki kraljevine dovolijo kritizirati. Si mislite v tistih časih, kako so drznajo. Med drugim bil to major Mihajlo Apostolski, kasnejši partizanski general, Makedonec, verjetno ste za njega slišali. Ta je delal v štabu Dravske divizije v Ljubljani in je pogosto hodil na inšpekcije in se je vpraševal v svojih spominih, čemu so bili ti bunkerji namenjeni, zato ker ni bilo nekega jasnega sistema in tudi poveljniki niso vedeli, kako te bunkerje uporabiti, niti vojaki. Torej ni bilo jasnega navodila, pravila, veste, da obstajajo pravila, ne vem, pehotna četa, tankovska četa. Posadkovne čete niso imele pravil, kako delovati. Vojaki ni bilo znano, niti poveljnikom, kako se bodo borili, branili, napadali. Razlika med Francozi in nami je bila ta, mislim nami, vojsko kraljevine, da so dali v posadkovne enote rezerviste, glavnem. To niso bile zdaj več elitne enote, kot pri Francozih in Čehih, ampak so bili notri rezervisti. Domačini, stari 40-50 let, to bil pač 50 let je bilo v vojski kraljevine starostna meja, starejših se ni več klicalo in v glavnem domačini iz svojega kraja, recimo 10 kilometrov maksimalno od njihovega bunkerja, naj bi oni se mobilizirali in branili tisti svoj bunker v domačem kraju. Tudi Dragoljub Draža Mihajlović je bil zelo kritičen in so ga zato tudi premestili, kasneje tudi zaprli, ker je preveč govoril. Tako da, očitno je Rupnik imel neko svojo agendo, po kateri je šel. V glavnem sistem ognja je bil precej drugačen kot pri Francozih, oziroma kot je bilo prvotno mišljeno, objekti se med sabo niso pokrivali, to je recimo v reki Dravi, tukaj je Dravograd, tukaj je slabši teren del. Bunkerji niti se niso mogli med sabo braniti, niti niso pokrivali recimo vsega terena. To je malo močnejši teren sistem, tukaj v reki Pesnici, ampak objekti so pogosto tako postavljeni, da jih vidi se oddaleč, da se lahko uniči, ne pokrivajo se vedno med sabo. Ni drugega reda zadaj, samo v enem redu, oziroma v eni vrsti so. Najmočneje teren je Dravsko polje, tukaj je Maribor zgoraj, tukaj pogledajte na 5,5 km, koliko bunkerjev je, pa tukaj delo še ni bilo dokončano. Tu so včasih na 100 metrov razdalje, ampak tudi celo v več redih, tudi protitankovske ovire, jarke, ampak dela niso bila končana. Ampak sistem ni bil takšen, kot je bilo prvotno zamišljeno. Kritike Rupnika očitno niso ganile. Šele marca leta 1941 je Rupnik osebno, se ga spomnijo domačini, bil na inšpekciji pri Mariboru. Takrat je skupaj z majorjem Robertom Murkom, Slovencem, ki je vodil utrjevanje na mariborskem odseku, šel v inšpekcijo in recimo pri Zgornji Kungoti so si pogledali med drugim ta bunker. Ta bunker še vedno stoji. Domačini so rekli, da je Rupnik prijahal na belem konju, ostali so šli peš, potem so malo kegljali, tam nekje pa hodili po bunkerjih in bil je v spremstvu tudi en žandarmerijski poročnik, Petrovic je pisal iz tega kraja, ki je si drznil generalu reči, da bunker ni dobro zgrajen. Pa je general rekel, ja, zakaj pa? Zato, ker, spoštovani general, nekako tako so mi rekli, pogledajte, ker tukaj, ko bi morali biti periskopi pa ščiti, so lukne, pa lahko Nemec noter ročno bombo vrže, kar je bilo res. In potem je dobil 2 meseca zapora za to zvedo. In niti ne en mesec zatem je ravno ta bunker, ki ga vidite, dobil ročne bombe skozi peline, skozi del petine. Se je ravno to zgodilo. Rupnik pa je vztrajal, da so objekti tako dobri, da lahko 6 tednov se branijo. To je za zahodno fronto del 6 tednov se lahko brani, brez skrbi, to je še v enem zapisniku napisano, kjer je minister za obrambo Nedičev to trdil. Še gremo malo naprej, čeprav to že moče stvar 2., 3., 4. knjige, ampak na kratko. Torej, kaj se dogaja potem?
po letu 40 vedno več je sovražnikov okrog Jugoslavije, ne. Niso samo Italijani, tukaj v Italiji, ampak okupirajo Albanijo. Nujno odtrditi to mejo. Italijani vdrejo v Grčijo, začne se trvati to mejo. Madžarska pristopi k trojnemu paktu. Romunija, Bolgarija, dejansko razen Grčije, tukaj vse države so sovražne. Ne. Kaj se dogaja v aprilski vojni na kratko, ker pravim pač del drugih knjig, pa ne bomo še tako podrobno, kot bi si mogoče želeli. Jugoslovanski obrambni načrt je bil, da se branijo na vseh mejah. To so tudi Angleži, angleški generalštab, svetovalec je rekel, da to je nesmiselno, zakaj zato, ker pogledajte tukaj 600 km se bi morali potem jugoslovanska vojska premikati do Bosne, kot je bila ideja, in potem v Grčijo, da se spostavi nova Solunska fronta. Ampak kako se bo vojak 600 km tukaj premikal z vozovi? Jugoslavija ni imela motorizacije in vsa komora, logistika je šla na vozovih, z voli. Voli pa imajo zelo občutljive parkle, ne, to so mobilizirani voli, ki so lahko dnevno moče 20 km na dan naredili. Nič več, manj kot ljudje. Torej, vse je bilo na vozovih s voli, volovske vprege. Istočasno pa so imeli Nemci motorizacijo, ne, oziroma mehanizacijo, oklepna vozila. Torej, ideja Jugoslavije je, da se spostavi nova Solunska fronta z Grki in Britanci v Grčiji. In potem tako v prvi svetovni vojni proti napad, kar se spomnimo, da se potem spet osvoji nazaj. So bili pripravljeni na to, mislim, ideja je bila obrambni načrt. Nemci so seveda to vedeli, ne. Nemci so vedeli točno, kakšni so obrambni načrti kraljevine, ker so imeli svoje vagone. Veliko ljudi je bilo za Nemce, tudi v Jugoslaviji je bila velika nemška manjšina, ampak tudi ljudje, ki so bili Slovenci, so bili, bi rekli, zavedeni, kot se reče. Peta kolona je podlegla pod propagando in Nemci so vedeli točno, kje stoji skoraj vsak bunker. Imeli so svoje karte utrjevanja in ko so nemški poveljniki šli v napad, so imeli na kartah vrisano, kje so utrjeni objekti. Te karte še imajo v muzeju. Pri nas ljudje. In ker so vedeli, kje bi se jugoslovanska vojska branila, ne, so se odločili, da bo glavni udar nemške vojske z oklepnimi enotami ravno tukaj, skozi Makedonijo, in da bodo potem jugoslovansko vojsko odrezali. Pomožne sile pa grejo s severa. Italijani so rekli, da bodo oni vezali nasprotnika na zahodni meji in potem, ko bodo Nemci prodrli v globino, da bodo oni šli napad. Torej, Italijani so rekli, da bodo imeli obrambno vlogo vezanja večine sil jugoslovanske vojske v Sloveniji na sebe. To potegnejo. Italijanska cena je bila, da je na tej strani meje Rapalske okrog 300 000 jugoslovanskih vojakov. Italijani so imeli pa samo 250 000 in so rekli, mi ne moramo iti napad. V resnici je bila jugoslovanska vojska tukaj samo okrog 50 000 ljudi, ne. So našli izgovor, da ne rabijo napadati. Torej, ideja nemške vojske z oklepnimi enotami udarijo tu skozi, odrežejo jugoslovansko vojsko, ne more se umakniti sem in potem jo stisnejo v Bosni in uničijo ali prisilijo k predaji. Po logiki, veste, kje bi morala biti potem obramba najmočnejša, ne? Če bi se vse sile iz Jugoslavije izmikale, ne vem, mesec, 2, 3, bi morala ta meja se braniti zelo dolgo. Ampak paradoksalno, tukaj je bila fortifikacija najslabša, najmočnejša bila ravno tukaj, ne? V Sloveniji, na zahodni fronti. Tukaj bila pa najslabša, ker je bil glavni nemški udar. Ok, nekaj iz Slovenije, rekli smo, da Nemci napadajo, ne, na severni fronti, Italijani tukaj samo malo bojno izvidujejo v začetku. Kaj se je dogajalo na kratko, da bom dolg. Predvsem nemška pehota napada na severni fronti 2 diviziji, 132 in 183 pehotna, veteranki bojev za linijo Maginot. Kaj so uporabljali? Predvsem te majhne protitankovske topove, kalibra 37 metrov, so urili streljanje v streljne line bunkerjev. Potem puške teleze, tudi to je uspešno, če zadeneš glino, tudi če ne gre skozi, pa toče po jeklu, ne, ping-ping dela, pa žvižga, zelo neprijetno za posadko, in pa ročne bombe in metalci ognja. To je bilo tisto, s čemer potem posadko, če se ne želi predati ali pobegniti, uničiš. In ker Nemcem zaradi idej, mislim, že načrtov, da se pripravljajo za napad na Sovjetsko zvezdo, kot veste, operacija Barbarossa,
en del sile že tam na vzhodu, so prisiljeni uporabiti tudi rezervne sile, torej kot bi naše vojake v Vipavi, če damo ekvivalent, uporabili. Torej Nemci so improvizirali, veste, da jih je državni udar presenetil, ne? In potem imajo par dni, da naredijo načrte, potegnejo sile na meji in napadejo. In tudi vojake brez veda, ki niso bili usposobljeni, enote niso bili usposobljene, uporabijo v prvotnih akcijah, ker so pač glavne sile prihajale z vlakovnimi kompozicijami do meje. Nekaj je bilo samo oklepnih vozil, tanko tukaj ni bilo, bili so pa ti jurišni topovi, kot temu rečemo, samohodke. In pa specialci, ali pa komandosi 3. graha enote Brandenburg. To so bili ljudje, ki so znali jezik, slovenski, srbski in so se infiltrirali, napadali iz hrbta oziroma z noži in podobno. Spopadi na meji 6. aprila, govorimo za Severna fronta, v glavnem vsi mejni prehodi skoraj padajo. 6. aprila, kot recimo Radelj, Jezerski vrh pade, tukaj so zajeti graničarji, Ljubelj pade, prelaz, prvi dan, seveda. Juri, primer, s temi topovi, ta bunker, bombe noter zmečajo, posadka se želi predati, pač dobijo bombe, jih pobijajo. Šentilj, obrambo so gradili 2 leti, pade obramba v 2 urah, zato ker je bila obramba postavljena linearno, brez zaščite bokov. Pa Nemci pač pridejo, pa udarijo v boke. Torej, zaščite bokov ni bilo. Pa Rupnik je rekel, da je vse zelo dobro utrjeno. In celo pohvalil majoja Murkota, tako prav piše v teh nekih poročilih, Robert, čestitam, Nemcem bomo pokazali, kaj jim gre. Tako prav piše nekako v tem smislu. In pol sta proslavila Trate, če kdo pozna, proti vzhodu, če gremo ob reki Muri, tudi padajo za izdajo splošno teh Brandenburgovcev v pol ure. Gornja Radgona so hudi boji, tukaj boj traja 2 uri, tukaj imajo Nemci zelo hude izgube, relativno hude izgube. Poglejte, koliko luknje dobi ta bunker, pa tu so se obstrelovali, kakšni 2 uri boja, ampak potem obramba pade. 10 mrtvih Nemcev nekje, kar je dosti za aprilsko vojno. Pogosto so civilisti sprejeli okupatorje sprijazno. Kot pravim, veliko Nemcev je živelo v teh obmejnih območjih, veliko ljudi pa je bilo zavedenih, predvsem ti revnejši viničarji, ki so verjeli, da bo potem življenje bolje. In so celo pokazali Nemcem, ker so bunkeri vodili, so jih dobesedno po skrivnih poteh. Veliko teh ljudi je delalo pred vojno na Rupnikovi liniji in so nekaj dni pred vojno pobegnili preko meje in potem prišli kot vodiči nemškim enotam, pa so jim točno prišli za hrbet bunkerjem. Recimo predaje, pogosto potem se tukaj se cela enota na meji predala, brez boja, gledajte, kako prijateljsko celo se pogovarjajo. Tudi to je možno. Tu jim celo top kažejo, pa to so jugoslovanski graničarji pa finančni stražniki. Pri Dravogradu je malo drugače, tukaj pa se branilci ne dajo, podrejo vse mostove in čakajo na drugi strani reke Meže pa Drave na napad. Tukaj moramo omeniti malo tudi Zahodno fronto, načeloma Italijani ne napadajo, ampak le tukaj pri Ratičah in Podkolenju pa italijanski alpinci, en italijanski alpinski odred pa gre v ofenzivo, vsi ostali pasivno spodaj Italijani čakajo, tukaj pa alpinci pa grejo in so tukaj strani ene čete ustavljeni, torej zmeraj sile nekje 10 proti 1. Ampak ta četa od enega stotnika Bregarja, Slovenca, tukaj zadrževalno obrambo izvaja in počasi se izmika, ruši mostove. Italijani imajo skupaj z Nemci, enim vodom, zelo počasi napredujejo. Se ni pomembno v tem primeru. Tako vidite, preden Italijani pol vso silo skoncentrirajo, pa se spet branilci, tudi domačini pridejo zraven se pomagati braniti, tudi drevje rušijo na ceste, otroci mladoletni se vključijo v zadevo, primer, tako porušijo vse mostove. Jezerski in potem južnega Jezerskega pa Nemcem več ne gre, zakaj? Veste, se teska, in vsi mostovi porušeni, par bunkerjev in nemška vojska, čeprav je imela nadmoč, ne more napredovati južneje. Držijo jih branilci v teh soteskah. V Dravogradu obramba deluje. Nemci ne morejo preko Meže in Drave. Gozd Martuljek, če gremo na 8. april, torej 3. dan vojne, četa ta
na zahodni fronti stotnika Bregarja, se brani proti 10-kratni premoči, nekje, če bi šteli res vse sile, ki so imeli Italijani na razpolago, seveda niso ravno vse te napadale. Se drži pri tem gozdu Martuljko. Se pravi čas vedno omakne boj za Kranjsko goro, pa za Martuljek potekajo. Tukaj je zanimivo, še verjetno ste slišali za to paniko pri Cerknem. Cerkno, vidite, tukaj pa je italijanski alpski zid. Tukaj so Italijani zelo pasivni in zakaj bojijo se, da jim bodo ta žep, kot bi rekli, ali pa izboklino, Jugoslovani odrezali. Čeprav Jugoslovani sploh niso imeli te ideje. Tukaj vidite pa je meja, tu je utrjeni položaj, tukaj pa je meja. Torej, tukaj so črne srajce, črnosrajčniki v poljski fortifikaciji, tukaj pa je stalna fortifikacija. In ker so Italijani z enim obstreljevanjem pobili dva vojaka jugoslovanska, se tukaj zbere nekaj 30 prostovoljcev jugoslovanskih in v noči napadajo italijanske položaje. Kaj se potem zgodilo, je napisano v italijanskih poročilih. Ko Jugoslovani napadajo, so Italijani tako presenečeni in mislijo, da so jih napadle precej močnejše sile in začnejo bežati. Potem neke krave menda pridejo na minska polja za njimi, tako piše zgodba, in potem Italijani mislijo, da so že Jugoslovani za njimi, začnejo vsi ti bežati, čeprav so to črne srajce, torej elita, kot fašisti. In potem to sproži val bežanja, paniko, kot domine, in razen teh inženircev, ki niso vedeli, kaj se dogaja, okrog 1000 italijanskih vojakov pobegne tudi svojo vojašnico v Cerknem, potem zažgejo. Ti vojaki jugoslovanski ne vejo, kaj se dogaja in potem se vrnejo nazaj. Mussolini je potem zahteval ekstra poročilo in v poročilu piše to, kar sem vam povedal približno. 1000 ljudi je pobegnilo nekaj zaradi 30 napadalcev. Ok, pri Dravogradu boji potekajo že drugi dan. Poglejte, koliko lukenj je na teh bunkerjih, ampak posadke se branijo. Predvsem Slovenci so tukaj poklicani. Tukaj se pa ne dajo, ker pač imajo dober položaj, zmes je reka. Nekateri bunkerji Nemci vzamejo, ampak boji še potekajo. Maribor 8. aprila pade, veliko ujetnikov. Maribor sam se ne brani, se pa branijo obronki Kozjaka, severno od Maribora. Tam so boji, Maribor pa potem pustijo nebranjen. Ptuj pade, ampak boji potekajo potem na južnem delu, oziroma desnem bregu. Pa v Zgornji Savski dolini še boji vedno potekajo, torej ta četa od stotnika Bregarja še vedno tukaj drži položaj, Italijani pa potem zaradi hudih izgub se ustavijo in več ne napadajo tisti dan. Potem od južnega, Dezerskega, od Ljubelja, nemška vojska ustavljena, ne morejo iti skozi, zato ker so jim vse mostove podrli. En bunker ali pa dva, nažalost teh bunkerjev danes več ni, kaj dosti, branijo te položaje. Mežica, boj v Mežici, pogledajte luknje, od topov, bližinski boj, potem z bombami, line spet z granatami. Ko sem jaz bil v osnovni šoli, so mi rekli, da aprila 41 ni bilo bojev. To ne drži. Boji so bili. Predvsem v Sloveniji z Rupnikovo linijo, če gledamo utrjene objekte po Jugoslaviji, v Makedoniji so Nemci pribili v nekaj urah, prvi dan. Edino v Sloveniji so se pa nekod branili branilci po 3 dni, tako pri Dravogradu. Tako da boji so bili najdaljši ravno v Sloveniji, če govorimo o fortifikaciji. Poljano poznate iz leta 45, ne? Tudi leta 41 tukaj potekajo boji na Poljani, tu še imate bunker zgore, če bo kdo hodil kdaj tu okrog. Tako izgleda pobliže od granat. Prevalje, tukaj Nemci celo haubice privlečejo 150 metrov, pa direktno streljajo na ta bunker tukaj pod Sveto Barbaro, to je ena cerkvica. Pri Dravogradu 9. aprila končno Nemci uspejo predret s pomočjo izdajalca, domačega, ki jih popelje vzhodneje, tam, kjer je obramba šibkejša in tam se čovni prečijo reko Dravo in potem pridejo za hrbet branilcem v bunkerjih. In potem hud boj od blizu, kot pravijo nemška poročila, kot pravijo jugoslovanska, in potem so se branilci prisiljeni tisti, ki so preživeli, umakniti. Kar precej pa jih je padlo pri Dravogradu. Tako da, Dravograd 3 dni bojev.
veliko bomb Nemci porabijo itd. Ne boste verjeli, južno od Jezerskega pa Ljubelja, Nemci še vedno v teh soteskah so in ne morejo naprej. Mostovi še vedno so pod ognjem, ne gre skozi. Vuzenica, boj itd. Vitanje, samo da veste, na enih peri te konce poznate, tukaj te soteske, tu jih zasedo dobijo Nemce, pobijajo. Ok, ni pomembno, v glavnem, preskočimo to, preskočimo. Izziv, kaj nas zanima tukaj Zagreb. Poglejte, tukaj, ta armada v Sloveniji se še vedno brani. Tukaj pa je sosedna 4. armada, 7. se brani, 4. na Hrvaškem, sestavljena iz vojakov hrvaške narodnosti, pa se upre. Vojaki odložijo orožje ali se celo pridružijo Nemcem in imajo nemška oklepna divizija prosto pot do Zagreba. In 10. aprila Zagreb pade. Nebranjen, Nemci pridejo skozi in zdaj, vidite, bodo odrezali vojsko v Sloveniji. Vojska že 8. oziroma 7. aprila dobi ukaz, da se naj pripravi, ker so že Nemci tukaj prebijali se. In dejansko ta armada v Sloveniji, ki dejansko še ni bila sploh v bojnem stiku v celoti, se mora začeti umikati, da je ne bodo odrezali. V Zagrebu je bil tudi poveljniško mesto general Rupnika, ki je bil takrat načelnik štaba prve skupine armad. Rupnik nekako zasluti, kaj se dogaja, in se v zadnjih trenutkih preobleče v civilno obleko, zapusti poveljniško mesto in se odpelje v Slovenijo. Dezertira pred mačem. Pametno za njega, zato ker vse ostale člane štaba so zajeli ustaši. On je edini, ki se je rešil. Pač potem gre naprej po svoji poti, kot vemo, kar nas več na tem predavanju ne zanima. Kaj se še potem zgodi? Narodni svet pod banom na Tlačnem, ki ga vsi verjetno slišali, razglasi, da se naj Slovenci več ne branijo. Torej v Sloveniji boji še potekajo. Predvsem planinci, planinska brigada je še skoraj nedotaknjena. Ima idejo, da se brani na Gorjancih ali pa kjerkoli. Ampak ban razglasi, dajte orožje, ne branite se, pač potem Slovenci razviste reče, ok, zakaj bi se branili, pa dajmo jih domov, Pač potem enote začnejo razpadati in na koncu 11. aprila se boji v Sloveniji končajo. Enote se predajo, vojaki grejo domov ali pa v ujetništvo. Ta posnetek je severno od Maribora, tukaj na Kozjaku še jugoslovanski vojaki nekaj dni krožijo, pa potem jih počistijo, pa se predajo. In 17. aprila, kot veste, v Jugoslaviji nasploh konec vojne. Nemci potem testirajo medvojno jugoslovanske objekte in ugotovijo, da so zelo slabi. Rekli so, to je tako slabo, da tudi če bi bili vojaki res pripravljeni se boriti, ne bi objekti dolgo vzdržali. Torej, bili so zelo negativni do tega, kar je Rupnik zgradil. Še 5 minut vam bom vzel. Kaj se dogajalo z bunkerjem med vojno? Pravzaprav nič. Do leta 1945, ko se bližajo z vzhoda Rdeča armada, z juga pa jugoslovanska armada. In Nemci se spomnijo, da bi bunkerje tudi Rupnikove linije uporabljali za obrambo, sedaj proti drugi sili, z vzhoda in juga. Takrat se gradi jugovzhodni zid. Poglejte tukaj, Maribor gre južno od Ljubljane, pa potem do reke dol bi našel. Tukaj pa še ena trdnjava, alpska trdnjava, torej dve zadnje obrambne črte. In kolikor bo možno, tudi so Rupnikovi bunkerje ter italijanski alpski zid. Nemci tukaj noter zato zadevo vključili. Gradi se takšne objekte, Tobruk bunkerje, ki jih imamo danes še tudi predvsem v vzhodni Sloveniji, take preproste objekte. Prav tam v Skjarki tudi še nekateri stojijo. Tukaj na tej liniji, od Radgone, potem Razkrižje, središče Obdravi, Ormož in naprej. Tukaj potekajo zelo hudi boji in Rusi in Bolgari ne uspejo te linije prodreti. Kdo je tukaj napadal? Samo da vidite nek občutek. Teh enot ne poznate, poznate pa moče kdo te. Tukaj se borijo nemške elitne enote. Tudi SS-ovci,
divizija Handžar, to so ti muslimani, ki so bili mobilizirani oziroma prostovoljno v SS-u, 9. SS Hohenstaufen, 14. Galicien. Moče veste, da so bili Ukrajinci, ena cela divizija ukrajinskih nacistov je se borila v Sloveniji in lovila partizane. Poznate tisto Boj na Menini, ne? Ki ga je napisal Franta. Takrat se ni boril z Nemci, ampak z Ukrajinci. Reichsführer SS Volkssturm itd. Tako ta linija potem zdrži, ampak potem, veste, že konec vojne, pa se potem Nemci sami umaknejo. Ok, to bomo skočili, ni pomembno. In še minutka po vojni, kar se dogaja, po vojni najprej bunkerje rušijo. Rekli so, to je tisto utopično, po toliko letih vojne več ne bo, začnejo bunkerje rušiti fizično. To so prav delavske akcije, ko otroci v šolah osnovnih okrog Ljubljane rušijo bunkerje z macolami, posnetki. Potem pa se je hitro skregal z Rusijo, Sovjetsko zvezo, Informbüro in ugotovil, da bo bunkerje vse naredil. Ideja Varšavskega pakta je bila, da bi preko Jugoslavije med drugim napadal Italijo. Preko Jugoslavije. Seveda tudi NATO ima svoje črte. In zato Jugoslavija zgradi ponovno tukaj vse bunkerje, ki so uporabe za obrambo, tako Rupnikove kot Alpski zid, tiste, ki so uporabne, pa gradi veliko svojih bunkerjev. Tako otroci delajo po vojni, ne? Potem pa vidimo naenkrat množico in JLA gradi nove bunkerje, še množico, toliko teh bunkerjev, da nišče ne ve, moče 1000. Tako pri Bistrici, Poljčanah, zgornje Poljčane, veliki podzemni objekti, tudi v 10-dnevni vojni, takrat vemo, da bunkerji pri Gornji Radgoni so tudi nekateri uporabljeni. In potem, ko je 10-dnevne vojne konec, pa imamo spet pri nas občutek, da vojna več nikoli ne bo in se začne, pač bunkerji niso več obrambni načrti. In potem se dovoli, da domačini rušijo bunkerje. Problem je v tem bil, da bunkerji so še vedno v lasti Morsa, ampak niso pa v nobenih zemljiških knjigah zavedeni in pač domačini jih podirajo, kakor želijo. Mors niti ne ve pogosto, da te bunkerje imamo, nažalost. Hladna vojna, še enkrat misel. Ok, prihodnost. Zdaj smo tukaj, kjer smo. Vemo, da do začetka vojne v Ukrajini se je smatralo, da je stalna fortifikacija preživeta. Da se to več nikoli ne bo ponovilo. Veste, da se vojske več ne pripravljajo za gradnjo bunkerjev, za tudi utrjevanje v rovih, jarkih. Pravijo, to je preživeto. Samo mirovne operacije. Potem pa se zgodi Ukrajina, ker se ponovi prva oziroma druga svetovna vojna. Spet imamo tukaj jarke. Torej šok za večino vojaških strokovnjakov, ki so rekli, tega več nikoli ne bo. Imamo jarke, imamo bunkerje. Poglejte, to je nekdanji predsednik Porošenko, ko je bil na obisku. Ukrajinci so že leta 2014 začeli graditi proti meji z Rusijo močno utrjeno črto in tudi betonske bunkerje gradijo, ne samo jarke. Torej bunkerji niso preživeti. Tukaj vidite, ruskega, tudi Rusi uporabljajo takšne montažne iz jekla. In potem postavljajo takšne ovire, ki ste jih videli prej, z druge svetovne vojne, takšne piramide, ježev ravno ne enakih, ampak piramide, kot protangovske ovire. Takšne jezdece španske, protangovske rove, vse to, kar smo že nekoč imeli, potem je bilo rečeno, to več nikoli ne bo, pa zdaj je spet tukaj, Ukrajinci gradijo svoje linije spet v globini. Ampak, pogledajte, to zdaj je spodbudilo tudi druge države k gradnji. Med drugim baltiške države gradijo svojo baltiško linijo in nameravajo zgraditi na vsakih 500 metrov poprečno en armirano betonski bunker bodečo žico proti ruski meji. In potem se nekateri avtorji sprašujejo, ali bo to povzročilo spet novo, bi rekli, trend ali pa vročico utrjevanja, kot je že bila pred drugo svetovno vojno. Med drugim zdaj tudi Poljska gradi svojo utrjeno črto na vzhodu, proti Ukrajini, ker pričakuje, da moče bodo Rusije prodrli skozi Ukrajino. Tudi Nemčija se pripravlja na napad, uradno tako pravijo politike.
18 mesecev so rekli, da bo vojna, to je bilo januarja 2024, tako da ostane na še manj kot 1 leto. Ja. Nemška vojska bi se morala povečati, ne? Tudi naborništvo, veste, da so zdaj uvedli selektivno, oziroma bo se zgodilo, vojna 2029 pravijo, ampak ugotovitve, da pa nemška vojska, kar se tiče fortifikacije, ali pa tudi zaklonišč, ni pripravljena. Ne? Zaklonišča zapuščena, filtre več ne delajo, ali so celo podrta, ali so zasuta z raznim materialom, vrata več ne tesnijo. Ne? Kakšno stanje pri nas? Ne vem, če kdo sploh ne del še analizo, kakšno stanje pri nas za ta primer. Res, da je še Madžarska vmes, ne? Med nami in Ukrajino. Zakaj podarjam? Torej samo še minutko. Ideja NATO je bila, vsaj po teh javnih objavah, da če bi ruske sile šle dlje proti zahodu, recimo na Baltik, bi tudi NATO posledoval s svojimi silami. In kje bi NATO se premikal, med drugim? Torej, spopad pravijo, da bo tukaj na tem Suvalkijo. Ampak kje bi šel NATO? Med drugim preko Slovenije. 5 koridorjev je bilo določenih NATO in eden je preko Slovenije, torej Trst, Koper, Luka, ne, in potem preko Slovenije vedemo, da imamo samo eno avtocesto, pa eno dobro magistralko. Če pogledamo še enkrat, torej med drugim tukaj. Zdaj, kaj to za nas pomeni? Ne? Na tem točki ne bom strateško razmišljal, nisem za to pristojen. Mogoče se bo kdaj spomnil, da bi mogoče kakšne naše bunkerje tudi v prihodnosti bilo potrebno začeti pripravljati. Imamo jih. Imamo jih veliko, nažalost propadajo, oziroma jih ljudje uničujejo. Pogosto se vozimo mimo njih, pa sploh ne vemo, da so nekje v grmovju, ker pač ne posvečamo pozornosti, kot pri Gornji Radgoni. Tukaj 102 vojaka umrla, ampak pač tega nišče ne ve. Ne? Tako da so še, ne? Imamo jih veliko. Čakajo, če se bo kdo odločil, da jih uporabimo, ali pa ne. Toliko od mene, torej še enkrat od založbe. Če koga zanima, lahko pogleda na internet, Kulturni center Maribor, če ga zanima za knjigo. In s tem bi jaz zaključil. Če ima kdo kakšno vprašanje, pa sem na razpolago. Prosim. Mogoče samo jedno vprašanje glede primerjave med Alpskim zidom in Rupnikovo linijo. Kar se tiče kvalitete, gradnje, pa same funkcionalnosti, se kakšna primerjava po vašem zunanjem, po vašem občutku? Ja, vsekakor. Lahko rečemo, da gre za dva različna koncepta. Rupnikova linija brani celotno dolžino meje ali pa fronte, medtem ko Alpski zid samo glavne smeri. Ampak tam, kjer Alpski zid brani, je zelo, zelo močan. Objekti, verjamem, da ste jih vsi videli, tako tukaj pri Unški Poliševki, so tako veliki, da verjetno en objekt je za 100-200 Rupnikovih bunkerjev. Toliko betona je noter vloženo. Tudi sistem ognja drugačen, sistem zvez. Vsekakor Alpski zid ni popoln, daleč tega, ampak je pa boljši kot Rupnikova linija. To pa lahko rečem. To pa je. Na kratko. V 6. sektorju so samo manjši objekti, ali kakšen tako, kar je v Gorenji vasi, ga ni? Enega so poskušali narediti blizu Dravograda, Ja. ki bi lahko rekli, da je trdnjava, ampak so bojni bloki samo meter betona. Enega so naredili, tako da ima res hodnik enih 50 metrov. Eden je. Tako da lahko rečemo, da imamo tudi na srednjem frontu eno trdnjavico. Kvazi. Pa so to pri Dravogradu, ko so bili tudi vse manjši objekti. Ostali so ti mali tipski, ne, ki smo imeli meter betona, pa veliko manjših za pol metra, pa tudi teh s 30 metri. Koliko jih je pa še ostalo? Ostalih je še kar veliko, skoraj vsi. Skoraj vsi na srečo. Zdaj, kako široko gledamo, bramo Dravograda, kakih 30 gotovo. Ja. So še. Še kakšno vprašanje mogoče, karkoli?
Prosim. Vprašala, jaz nisem vedela, da je Dražen Mihajlović kdaj služil v Sloveniji. Ja, res je. Pa se mi je zdaj, sem porajala vprašanje te strukture jugoslovanske kraljeve vojske, recimo, koliko je bilo teh neslovencev v Sloveniji, recimo, ne? A je bil srbski bolj ta oficirski kader, ali je bilo tudi navadnih vojakov več, ne vem, z drugih delov Jugoslavije v Sloveniji? Ok, dobro vprašanje. Ja, lahko odgovorim. Večina častnikov oziroma oficirjev in vojakov je bila neslovenca. Zato, ker je bila politika, da se v svoji lastni domovini načeloma ne služi. Ne? Tako da Slovenci so pogosto šli v Makedonijo, Srbijo, redkeje na Hrvaško, v Bosno. So pa Slovenci zanimivo pošiljali v planinske enote. To pa je, ker se je smatralo, da Slovenci so dobri smučarji, pa gorniki. Tukaj so bili toliko, bi rekli, razumevajoči, drugače pa ste v glavnem imeli ne Slovenci. Slovenci ste pa imeli doli, južne. Tako da, recimo, častnik takrat je moral večkrat zamenjati delovno mesto v svoji karieri. Nihče ni v enem kraju preživel svojega službovanja, mislim svoje kariere. So se selili sem pa tja malo gor, malo dol. Redki Slovenci so potem uspeli celo v Slovenijo nazaj priti. Redki. Draža, drugače pa je v Celju bil poveljnik polka in se ga ljudje spomenijo tudi Hartmann, veste, ta Bruno Hartmann, v svojih spominih mislim, da piše, da to je bil spoštovan takrat gospod, ki se je tam sprehajal, pa so ga vsi občudovali, kako elegantno se sprehajal. Tako da, v glavnem, tako. Častnik je bil takrat zelo spoštovan, rekli, v družbi. Rekli ste pa tisti, da nekaj, ne vem, katere vrste enote na Hrvaškem, ko je bil napad, so se pa predali, oziroma so se uprli, ampak a tam so bili pa večinoma Hrvati. Da, zdaj pa govorimo o rezervistih. Če ste prej sem govoril v miru, kot naborniki, so šli služiti izven svoje banovine, v vojnem času pa so rezervisti pogosto službovali v svoji banovini. In zato je bila tam prevelika koncentracija ene nacionalnosti, ki je bila zelo, ni imela toliko volje za obrambo in je cela fronta padla. Toliko. Jaz bi še Povejte, vprašal, prosim. če so ti bunkerji vzdolž Rupnikove linije pa Alpskega zidu, če so bili pod zemljo povezani vzdolž meje. Kar se tiče Alpskega zidu, da, to je bilo skoraj pravilo, da so bili pod zemljo nekje 20 metrov vzpostavljeni hodniki in vojašnice. Ali po celi meji to je bilo? Ne po celi meji, tam, ker so bile te trinjave, na glavnih smereh, ob glavnih komunikacijah, bila taka zapora, bi rekli, več objektov. Kar se tiče Rupnikove linije, pa praviloma ne. Praviloma so objekti samostojni, le redko, da bi bili pod zemljo med sabo povezani. To je bila res izjema. Prosim, gospod. Kaj povete? V smislu, da roko držite gor. Še kakšno vprašanje, mogoče? Dajte. Izdali ste knjigo, ta prvo. Da. Koliko jih pa še bo? Ideja je, da so 4. Druga knjiga bi govorila o utrjevanju od leta 1941, torej kar so dejansko uspeli narediti. 3. in 4. pa bi govorili samo o vojni. Uspel sem najti toliko materiala, pa toliko slik, da v eno knjigo ne gre. Tako da morate biti 2 knjigi. Prosim. Mogoče je bilo še to zanimivo, kako je pa NATO uporabil med hladno vojno bunkerje Alpskega zidu. Da. Radio. Torej po drugi svetovni vojni Italija v skladu seveda stopi v NATO in razmišlja o tem, kot smo imeli, da bo Rdeča armada oziroma Sovjetska armada preko Jugoslavije napredovala v Italijo in objekte obnovi. Ne samo, da jih ohrani, celo obnovi, notri da nove postelje, nove filtre, nove ventilatorje. In ti objekti so bili, ne boste verjeli, v uporabi do leta, mislim, 1993. Celo takrat, ko Jugoslavije več ni bilo, so italijanske in avstrijske posadkovne enote, tudi Avstrijci so imeli utrjeno obrambo, še vedno bile na svojih mestih, v leta 1993. Torej dejansko proti Sloveniji so čakali v teh objektih. Medtem pa Slovenija, veste, teh objektov ni nikoli uporabljala, po leta 1991. Kaj lahko poveste, v kakšnem stanju so pivški bunkerji? Pivški, govorimo zdaj o Alpskem zidu. Ja. Nažalost, večina objektov tukaj ni v najboljšem stanju, zato ker so jih kar nekaj uničili, Nemci, pa tudi jugoslovanska vojska,
po vojni, ker pač so mislili, da jih ne bodo rabili, ampak veliko objektov pa je še kar dobrih, ne? Recimo na Primožu imate ohranjen, kar dobro ohranjen objekt. Tako da mislim, da Park Vaške zgodovine celo ponuja turistične oglede vodene, po teh objektih se splača. Ja, marsikaj še stoji, tako da niso samo goli kupi betona, ampak nekaj da vidiš in ti srce zaigra, ko to vidiš nekaj mogočnega. Prosim. Še kakšno vprašanje? Jaz bi vprašala še nekaj, Povejte. kar ni povezano zdaj s tem čisto direktno z vašim vprašanjem. Sem pa slišala in me zanima, če vi kaj slučajno o tem veste, da naj bi za časa Jugoslavije to avtocesto od Postojne Razdrga do Ljubljane, ki je bila prva zgrajena, ne, ta viadukt Trauber-Komanda, da je avtocesta bila zgrajena preko tega viadukta, namesto da bi šla po kopnem, bi rekla po, ne vem, hribu zraven, zaradi tega, da če bi prišlo do napada na Jugoslavije, ne vem, z Italije, da bi to lahko hitro zminirali, ne. Lažje, kakor če bi bila avtocesta nekje drugje, ne vem. A ste vi kdaj kaj takšnega slišali? Ok, zelo dobra misel. Da, veste, da kot ste videli, v letu 1941 se je vse mostove rušilo. Enaka je bila taktika oziroma strategija jugoslovanske armade, JLA, da se vse podre. In veste, takrat so vsi mostovi imeli načeloma te komore, minske komore. To je bilo nujno v toku gradnje za naprej, da so gradbinci to postavili, da se hitro da noter eksploziv. Tudi serpentine, recimo na raznih ovinkih ali pa na Brniku letališče je imelo minske komore. In bi se vse podrlo, če bo potrebno. Tudi ta viadukt, ja. Postojnska vrata, ne, zelo pomembna, bi se zrušila. Da. Danes, To je bila doktrina, da, doktrina, lahko tako rečemo. po drugi svetovni vojni. In Ja. to pač leta 70 je bilo relativno malo po drugi svetovni vojni. Drži. Tako In gledamo. to je držalo do leta 91. Vemo, da leta 91, potem ko je bila vojna v Slovenijo, se ni ničesar rušilo, ker je pa tukaj pa že nastopil rekli. Nova miselnost, da pa civilisti bodo potrebovali mostove, ne glede na to, kdo bo oblastnik. Tako da mogoče bi moralo tudi pri nas razmisliti o potencialne agresije na nas, ali bi mostove rušili ali ne. Mislim, da trenutno si nismo na jasnem, kako se tem. Ne. Vemo pa, da v Ukrajini pa rušijo. Ne. Ukrajinci so sami zalili določene območja, poplavili, da so pač ruske vojske otežkočile napredovanje. Plusi in minusi. Treba razmisliti o tem, kako narediti. Če sem samo še mogoče, Povejte. kaj bi rekli, da je največji utrjen objekt na Slovenskem, zdaj je to čas tam druga svetovna vojna, 20 stoletja ali pa mogoče na splošno? Če mene vprašate, jaz bi rekel, da je Slovenija ena izmed najbolj utrjenih držav na svetu. Ravno zato s tem se ukvarjam že, kot pravim, 25 let in ne vem, kateri državi drugi bi bilo toliko fortifikacij. Če pogledamo že gradove, koliko jih imamo, ne? Okrog 1000 gradov. Ok, Nemci imajo tam uradno nekje 25 000 gradov. Ampak kako velika je Nemčija, kako velika je Slovenija, ne? Češka jih ima več, ampak govorimo o državah, ki so zelo velike. Mi imamo, po mojih analizah, na kvadratni kilometer skoraj največ gradov v Evropi. Če pa damo še zraven vse fortifikacije 20. stoletja, torej Soško fronto, Alpski zid, Rupnikovo linijo, nemške utrjene črte, ki so gradili, torej Alpsko trdnjavo, jugovzhodni zid, pa še linija Ingrid je bila tu, Karin, pa linija Dela, bi rekel, da imamo med največ fortifikacijami na svetu, če me vprašate. Mogoče Albanci. Imajo jih kar nekaj, ja. Ampak imamo pri nas več objektov. Številčno. Imajo pa niti veliko, ja. Drži. Se splača iti v Albanijo na turizem. Pogledati. In tudi pri nas, upam, moja misel, za zaključek, upam, da te bunkerji bodo spoznani kot uporabni ali za spet obrambo, ali pa vsaj v turistične namene. Da bomo enkrat šli, pogledali, da bo vodeno, tako kot tukaj pri Pivki, ne, da jih vidimo, pa pač spominja nasilje, ki je bilo, pa upamo, da ga več nikoli ne bo. Spomin pa mora biti. Zdaj občina Postojna dela tam, ali Da. da bojo naredili. Tako da, v spomin in opomin, kot se reče, da se ne bi več ponovilo. Tako. Povejte. Jaz sem tudi nekaj šel po teh in na Horizon tam okrog.
V glavnem so tiste, ko so minirali, v bistvu, veš, noter še vse, so samo vhode zaminirali. Zdaj, če se tisto malo očisti, prideš noter, to so takih hodniki, globoko noter, to je ogromno. Drži. V bistvu ljudje mislijo, da je bilo to vse podrto, so pa v bistvu vhode zaminirali in zasuli. Ponekod so vhode, ponekod so pa bojne bloke, ampak hodniki so pa neotaknjeni. Ja? Tako da z nekaj dela bi se nekatere objekte dalo ponovno usposobiti. Tako da je bilo včeraj zračeno, ne? Ja. Imate, tako ste rekli, 100, 200, 300 metrov hodnikov pod zemljo. Ja, Da, 6 mil. tudi tukaj na Ja. tablu, ne samo tukaj bilo. Verjetno se Slovenci sploh ne zavedamo, kaj vse imamo. Samo Ne? hodi zasudi. Redko katera država na svetu ima toliko vsega in druge države, ki to imajo, tržijo. Recimo Francozi so obnovili, zdaj pa imajo zdaj muzeje. Čehi enako, Nemci tudi. Samo pri nas opažamo, da pač smo na Balkanu, okay, južnje od nas, mi nismo na Balkanu, ne? Nimamo tega razvitega, ne? Nimamo tega vojaškega turizma zaenkrat. Razen tukaj pripevke, upamo, da tudi na severnem frontu se bo enkrat preselilo. Ja, se veliko zanimanje, recimo Rombon, pa Čukla, pa tako. Ja, Soška fronta. Sploh v Bleži, strašno nikar. Iz konce pa res, da se še zdaj ogromno teh stvari pod granat, vse mogoče še ne vidi. Vse možno se gori najde. Čeprav diši po vojačenju. To je tisto, ko ljudje potegnejo nekatere. Ne? Temu pravijo nekateri temačni turizem, ampak očitno je v nas tudi nekaj temačnega, pa nas pač potegne. Malo šale. Je pa zanimivo, da ko je bila izdana knjiga, ne, Prva svetovna vojna, Soška fronta sploh ni omenjena. Pa zgodovina Prve svetovne vojne bi mogla vse zajeti, ne. Pa ni. Se strinjam. Da so Italijani dobili Gorico in tako. Upamo, da v kakšni novi knjigi bo tudi to To je opisano. še ena knjiga, ki je zbirka vseh grobišč, iz teh bojišč v Prvi svetovni vojni, ne. Od Francije do Turčije, vsak grob praktično popisan. Niti ene besede o teh grobiščih od Soči. To je škoda. Če tako, nisem teh knjig bral. Take knjige sploh ne bi prevajal. Jaz verjamem, da se bo našel nekdo, ki bo potem v prihodnosti To so ravno avtorji Angleži, ne? Ampak se tudi Rdeči baron, Richthofen, no netočnih podatkov. se zgodi. Ja. Ja. Je spet Prva svetovna, ne? Ampak izključno ta Richthofen in ta kompanija, ampak ker imam jaz original knjigo, ko jo je Hudet napisal, ko je letel po njemu, in se neujemno podatka. Ja, pogosto zgodovinarji, kot ste rekli, kaj pomešajo, tudi po vplivu politike, kdaj? Nažalost. Ampak strokovnost, objektivnost mora biti. Ja, zato ker pač večina ljudi, tudi če bere to knjigo, nima predstave, ampak vzame to za de facto, ne. Kritičen pristop, ja. Več knjig je treba prebrati, pa potem si ustvariti lastno mnenje. Ja, seveda. Tako kot pri vsem ostalim. Imamo do te točke že kakšno vprašanje? Prvič, drugič, prodano. Jaz se tukaj zahvaljujem gospodu Ančku, da je zadevo speljal. Jaz vidim samo predavanje, bom rekel, skozi nekako dve luči. Na eni strani smo šli čez te karakteristike Rupnikove linije, ki mogoče za nas tukaj, bom rekel, smo bolj seznanjeni z Alpskim zidom, ni toliko znane. Ne. V drugem pa tudi tisto obdobje pred pa začetek Druge svetovne vojne, pa kako so bile te zadeve uporabljene. Mi pač poznamo, vemo, da je ta vojna bila, dostikrat pa pozabimo, kako in kje vse je prišlo tukaj vmes. Kar se pa tiče fortifikacij, drži, ni zdaj to samo novo, bomo rekel, novi vek, imamo še srednji vek gradove in tukaj mogoče, če se navežem dol, bil je tudi napisal en članek, spodnji imate ta zadnje izvode, revije Slovenska vojska, notri je pa stari vek, Klaus Tral Primiljarum in pa geostrategija našega ozemlja. Mi smo neke vrste stičišče, prehod južne v centralno, vzhodne, v zahodno Evropo. Tako dalje, tudi se še enkrat zahvaljujem. Ni zakaj, začeli smo si tam. služimo še en aplavz tukaj.